Pozdravljeni, ljubljeni mojstri in ljubljene mojstrice. Danes bom govorila o že tako razširjeni temi, in sicer o prebujenju in o simptomih prebujanja oziroma vse tisto v kompletu, kar v bistvu prihaja, s čimer se soočamo in srečujemo. Predvsem je tega veliko napisano, ampak tudi jaz sem sama pisala na svojem blogu o tem, ampak mislim, da je vredno, da spregovorimo o tem, tudi na tem YouTube kanalu, ker mnogim se ne da brati ali kakorkoli in raje slišijo. Tako, nekaj je vsega tega, kar bom tu povedala. Nekaj je iz mojih kanaliziranih sporočil, nekaj so pribliski spoznanja, nekaj so izkušnje, nekaj tudi tistega, kar sem kje prebrala in se vtisnilo v moj spomin. Tako, in vse bom probala strniti v eno, recimo, razumevanje. Ko boste resnično vzljubili sebe in se postavili na prvo mesto, vendar ne tako, da bi bili narcistični in egoistični, temveč tako, da s polnim srcem razumevanja, sprejemanja in odpuščanja doživljate sebe in vse okrog sebe. Potrebno je dojeti, da nikogar ni razen tebe, torej tebe kot tebe v tej drami, ki jo imenujemo Zemlja. In kar je najpomembneje, ko boš to sprejel, da si sam, a zunaj tebe je nekakšno ogledalo tvojih notranjih manifestacij, ki se kažejo na zunaj. Vendar te zunanje manifestacije iz tega ogledala iluzije te nimajo kaj posebej naučiti, razen tega, da te na nek način prisilijo, da greš vase in se zazreš v ogledalo resnice, ki je v tebi. Torej, ko boš dojel v duhu in resnici, da si edino le ti stvarnik vseh svojih dogodkov, situacij, odnosov, od spočetja do večnosti, ne boš več nikogar in nič sodil, ker dobro veš, da obsojaš sebe in svoje stvaritve. Tisto, kar pa preganjaš, ali pred čemer bežiš, te vedno ulovi nepripravljenega. Torej, vedno pride, da nas opozori, da je naše in da je tukaj. Zato pa vsakogar opogumljam, da sprejme in zaživi svojo lastno, unikatno božanskost. Torej, ko bo spoznal, da si eden in edini, ostali v zunanjem svetu pa le igrajo neko določeno igro, ki jo le ti diktiraš v svoji notranjosti. Takrat se bo začelo pravo prebujenje in takrat te bodo obiskale vse tvoje lastne stvaritve. In od takrat naprej bodi pokončen, močen, sprejemajoč, moder in ljubeč in zmagaj, kajti blizu si svojega končnega razsvetljenja, ki si ga edino ti lahko daš. Edini naslov za razsvetljenje si ti, tvoj jaz sem, ti kot jaz sem. Pred tem, torej pred končnim razsvetljenjem ali končnim prebujenjem, pa bo sledilo mnogo soočanj. Zato pa, ljubljeni moji, ne bojte se ljubiti. Ne bojte se odpreti svojega srca in živeti svoje ljubezni, ki je nad vse božanska in je bit vašega bitja, vašega zavedanja, jaz sem. To ne pomeni, da morate leteti naokrog in vsem govoriti, da jih ljubite. Bodite v vibraciji ljubezni, ne glede, kaj vam drugi počnejo, mislijo ali govorijo. Torej, v tem je treba ostati pokončen. Ne bojte se biti iskreni, ker iskrenost, ravno ta iskrenost, predvsem iskrenost samim seboj, odpira vrata v svobodo lastnega bitja, zavedanja in izražanja. Z iskrenostjo pa upodabljamo samega sebe navzven, iskrimo, žarimo.
z iskrenostjo iskrimo in žarimo. Le tako lahko svetu pokažemo svojo avtentičnost na povsem nevsiljiv in naraven način. Torej, že spet tu iskrenost ne pomeni, da govorite vse o svoji intimi, da govorite o vsem, kar ste doživeli, če tega enostavno ne čutite, ne rabite čutiti, vendar pomembno je pa biti iskren s seboj in iskren v lastnem žarenju. Ne prekrivati, ne skrivati tistega, kar si. Ne mislim tisto, kar si v ego, temveč tisto, kar si v resničnem jazu. Tisto, kar smo v ego, smo že prevečkrat pokazali in ni bilo dobro. Torej, iskrenost iz resničnega jaza, iz jaz sema. Torej, da ne zanikamo svoj jaz sem, sebe kot jaz sem. Ne dovolite, da vas nesvobodni in zakompleksani označujejo ali etiketirajo. To seveda sprejmete s sočutjem, vse te njihove etikete, označbe. Ne dokazujete sami sebi, nikakor ne dokazujte sami sebi, saj vaša naravnost pričuje za vas. Vi nimate karkoli dokazovati, kdo ste, kaj ste, zakaj ste, kaj ste storili, kaj niste. Ne rabite se opravičevati. Živite svojo svobodo. Večkrat vas bodo hoteli ujeti za vašo preteklost, vaša pretekla dejanja. Pa mi te poznamo takšnega, takrat si počel to in to. Hoteli vas bodo nazaj privleči v krdo nesvobode. Ne dovolite to. Vsak ima pravico na napake, živimo v dualnem svetu. Vsak ima možnost in dolžnost, da tudi to preobrazi oziroma da se dvigne iznad tega. In vi se dvigate iznad tega, zato ne dovolite, da nihče manipulira z vašo preteklostjo. Pa če ste bili najhujši kriminalec, če ste najhujša dela počeli, ljubljeni, ne dovolite. To je del izkušenj iz vaše preteklosti. Tisti, ki vas pa lovijo na vaši preteklosti, na vaših preteklih dejanjih ali besedah, lovijo sami sebe. Oni so v tej zavesti, ker jim ugajajo vaša pretekla dela. Ne vi. Zato se ne opravičujte, ne dokazujte sebe in svoje spremembe, temveč sprejmite to s sočutjem, odpuščanjem in pojdite naprej v miru. Ne rabite takih ljudi zraven sebe. Ne rabite. To je ljubezen. Ljubezen ne bi bilo, če bi vi ostali v takih odnosih in dovoljevali, da vas ti ljudje ponižujejo, kajti s tem bi zaustavili lastno rast in raste osebe. Se ravno s tem, te poslane etikete, označbe, to lovljenje vas v vašo preteklost od drugih, vse to se bo vrnilo k tem označevalcem in to povsem brez borbe. In sami se bodo morali soočati z lastnimi besedami, z lastnimi obsodbami, torej z obsodbami, ki so bile usmerjene zoper vas, zoper vaše preteklosti ali celo sedanjosti, kakorkoli. Torej, ne dovolite tega. Sočutje in odpuščanje vaše njim in izpustitev te energije, torej, da se ne borite za nič in da odidete v miru. Oni se bodo mogli s tem soočiti, kajti to je njihov del sveta sedanjosti. In oni iz svoje sedanjosti napadajo vas z vašo preteklostjo. Torej, to je njihovo. Oni se morajo s tem soočiti, ne vi. Pa tudi, če ste bili najhujši kriminalec na tem svetu. Razčiščeno? Torej, ko vas bodo napadali, da ste takšni, drugačni, bla, 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 popolnoma se ne obremenjujte. Saj njihovi napadi na vas prikazujejo le njihove lastne notranje borbe v sedanjiku. Te borbe pač niso vaše. Niso. Vi ste te borbe predelali v preteklosti. To je bilo del vaše resničnosti nekoč, sedaj to pač ni. Torej, njihova zastrupljena zavest bo intenzivno aktivna, samo da vam naprti krivico, občutek dolžnosti, da se morate opravičevati.
Da ste vi odgovorni za nekaj, s čemer nimate nikakršne veze, ker vi ste vzeli novo resničnost, novega sebe, resničnega sebe in tisto, kar vam očitajo, lahko očitajo le samim sebi. Torej, ko ste svobodni, vas bodo nesvobodni hoteli ujeti v njihovo suženstvo, da postanete zopet ovca, hlapec, kakorkoli. Če vas ne bodo dobili nazaj zlepa, torej z manipulacijo, z osladnimi besedami, kako vas ljubijo, radi imajo, kaj bi oni vse za vas storili, življenje bi dali za vas. In ko jim ne bo to uspelo, na ta licemerni in osladni način, potem se bodo zelo potrudili, da vas bodo oblatili z lastnimi nerešenimi predsodki in lastno nerešeno sedanjostjo. Da, in širili bodo velike laži. Razne prevare, manipulacije bodo izvajali samo, da bi opravičili svojo šibkost in jo prikazali kot moč. Ampak oni so sodniki in saj veste, kaj se zgodi s sodniki. Bog jim odpusti. Ne dovolite, da bi kdorkoli si umival svoj obraz na vaših plečeh. Odpustite jim, ampak vselej se pokončno držite v resnici svoje zavesti, ne svojega ega. Če v resnici svojega ega se boste kregali, boste zapravljali čas in energijo. Njihovo lastno blato bo njih preganjalo. Tako je. Vedno in vse posod vidimo to, zato bodimo mirni, bodimo v sebi in seboj, zavedajmo se svoje sedanjosti, svojega tukaj in sedaj in da le edino mi vodimo sebe po pravi poti. Nihče in nič, predvsem pa ne nekdo iz zunanjega sveta. Znam se zgoditi, da bodo ti ljudje se nekaj časa delali nevedne, vendar njihove lastne laži jim bodo depresijo servirale. Zakon vzroka in posledice. Vsako seme prinese plodove po notranji kvaliteti. Torej, kakšen je bil njihov namen, da vas zgrajajo, obsojajo, manipulirajo, lažejo, potem bodo tudi oni sami dobili. Ko se bodo vsi oblaki teme zgrinjali na vas, samo vedite, da ste v enem največjem ciklu prebujanja. Lastna in tuja tema prihaja z enim namenom, da bi jo sočutno sprejeli, da jo odpustite in integrirate vase kot celoto svojega telesa, zavesti in svoje ljubljene zavesti jaz sem. Takrat pa še posebej bodite osredotočeni na duhovno srce, torej na točko lastne zavesti jaz sem, ki je nedotakljiva, ki je sama čistost in popolnost. In samo na ljubezen in le dovolite, da se to dogaja, kar se pač mora zgoditi. Oni naj meljejo svoj film, vi bodite opazovalec, v opazovalčevi jaz sem zavesti in minilo bo, šlo bo mimo. Po vsakem neurju, nevihti pride sonce. Vi se ne boste upletli v te dogodke in vam ne bo na nobenem nivoju škodovalo, temveč boste napredovali, kajti pokazali ste se kot mir. Torej, na visokem nivoju ohranjaj ljubezen do sebe in drugih. Ravno ti, ki vas napadajo, so najbolj potrebni vaše ljubezni. Pa ne, da grete v tistem momentu, pa jih objamete, pa reče ljubite, pa ljubim te, pa rad te imam, pa bla bla bla, pa daj, poglej z druge strani resnico. Niste poslani, samo jih ljubite. Pošiljajte svojo energijo ljubezni, ker jim nič ne morete dopovedati. Ne morete slepcu razlagati, kaj so barve, ker jih ne vidi. Torej, ohranjati se na visokem nivoju ljubezni do sebe in drugih, ne glede na njihove dejanja, zdržati pritisk z mirom v sebi, ker bo kmalu konec in kar najbolje od vsega ti si blizu svojega novega kroga razsvetljenja. Mar ni to lepo? Takrat, ko je najtemnejše, se moramo zavedati, da bo najbolj zasvetilo z vso močjo in še bolj bo v nas zadonelo ime naše, ki je jaz sem, ki sem. No, sedaj bi pa prešla v bistvu
bom še vedno na isti temi glede prebojenja, ampak bi pa rada opozorila, da prebojenje ni nekaj, kar bi pridobili iz zunanjega sveta, preko delavnic, preko ne vem česa, ne. Zadnje čase oziroma leta opazujem, da se mnogo govori o raznih delavnicah, raznih tipov, raznih duhovnih korenin ali učenj, in naj bi se na teh delavnicah dogajala razna prebojenja, razsvetljenja in podobno za nekaj stotakov evrov. Večkrat se tudi govori na kritičen način, nekje tudi verjetno uspe, nekje so ljudje, ki znajo to skanalizirati ali predati, neko, bom rekla, hajde iniciacijo. Tako da ni za obsojati, ni za kritizirati, ampak v vednost ali v neko pomin, pa bi vseeno tole malo predelala. Sama iz svojega življenja vem, nisem hodila na nobene delavnice prebojenja, razsvetljenja, nisem hodila k nobenim ljudem, da bi mi dali tovrstna znanja. Vse sem se sama potrudila preko knjig, preko interneta, predvsem pa pol sama s seboj, ko sem odprla kanale, ki jih lahko vsakdo odpre, samo leni ne smete biti in rabite res zaobjeti svojo lastno prisotnost, jasno dovoliti, da skozi vas širi svoje znanje in inteligenco. Tako da sem jaz svoje cikluse prebojenja, niti nisem vedela, da gre za prebojenje, to je najbolj hecno in najboljše od vsega. Da sem naknadno dobivala informacije iz kanala, kdaj se je začelo moje prebojenje, kdaj so bile tiste najpomembnejše točke, ker sem imela zelo burno prebojenje. Kajti tudi moje predprebojevalno obdobje je bilo zelo burno in je na nek način povezano oziroma je bilo platforma za duhovno prebojenje. Torej, tisti predprebojevalno življenje, pravim, da je bilo burno, pravim, da je bilo zelo težko, marsikaj sem doživela, ampak to mi je danes vse kot ena platforma za tisto, kar sem in za tisto, kar še bom udejanjala skozi sebe, kot jaz sem. Da se vrnem k tem delavnicam. Torej, ja, in nekateri, ki so me obiskovali in so moji bližnji prijatelji ali kakorkoli, ki so se imeli za moje učence, ki so se oni imeli za moje učence, so mislili, da bodo pri meni dobili neko čudežno prebojenje. Ne, tega nihče ne more dati, niti jaz. Sam sebi lahko človek da, lahko marsikaj se od mene naučiš, slišiš, ampak dejansko vse moraš sam v sebi preveriti. Lahko se nekdo v moji družbi počuti dobro, fantastično, ker projecira se z mojo prisotnostjo jaz sem, ampak to bi lahko človek samo izkoristil, da odkrije, vzljubi in udejanja lastno prisotnost. Jaz sem edino ta namen vidim. Torej, nič čudežnega pri meni ali pa pri kateremkoli mojstru ni. Torej, nekateri udeleženci takih delavnic odnesejo lahko zelo veliko za svojo osebno in duhovno rast, ker so bili notranje pripravljeni na ta izziv. Oni so bili pripravljeni, tista platforma, od kateri sem prej govorila iz svojega primera, torej so bili pripravljeni in so prišli, samo so rabili en sprožilni moment in to je lahko bila neka delavnica ali pa srečanje z nekim avtentičnim mojstrom, učiteljem, kakorkoli želite. Dogaja pa se tudi, da na take delavnice pridejo ljudje, ki niso notranji, niti zunanje pripravljeni na vse vrste izzive, ki jih prikličejo na delavnicah, še posebej na takšnih, kjer so dela z močnimi energijami podzavesti in karmičnega polja. Ljubljeni moji, jaz sem delala napako iz svojega življenja, priznam, da recimo vedno sem izhajala iz sebe, kar sem jaz bila sposobna sebe odpreti Božji prisotnosti, jaz sem k temu neomejenemu, neizrekljivemu, sem mislila, da enostavno lahko to vsak. Če lahko jaz, zakaj pa ne more Tone, Franc, Jana, bla bla bla, ne? Imela sem to mnenje in prepričanje,
da lahko vsakdo, samo če se res v momentu odpreš in juhu, in je tu. Zelo naivno priznam in recimo, potem sem videla, da mnogi niso bili pripravljeni na kaj takega, ne? In potem verjetno tudi na delavnicah imaš kanalizatorje ali usmerjevalce te energije, inteligence in vse te zavesti, ki se dogaja, čez njega teče, za njega je to ekstaza, za tistega, ki to sprovaja, ki uteleša to energijo, a vendar za prisotne ni nujno, da je, lahko je preintenzivno, lahko je pa prešibko, če je nekdo še močnejši od tistega, ki vodi delavnico, ne. Tako da, to je lahko zelo relativno. In če nekdo ni pripravljen, zdaj pa učitelj ali voditelj neke delavnice, mora poznati vsakega svojega učenca. Eni bodo rekli, odgovorili, kot sem jaz tudi sama sebe tako opravičevala, pa sem rekla, ja, se bodo samo toliko prijeli, kolikor zmorejo nositi. Že spet naivno prepričanje. Zelo naivno prepričanje, priznam, sama sem to delala. Ne, ti vodiš, ti si odgovoren za toliko ljudi, kolikor jih imaš in moraš poznati vsakega posebej. Ne moreš imeti na kupu ljudi, ki so različnih nivojev zavesti, različne intenzivnosti, odprtosti k Bogu, k duhovnemu. Ne moreš dati skupaj učence iz 1., 5., 3., 8. razreda osnovne šole, 9. in jim razlagati neko temo ali dati opravila, da opravljajo neka opravila na nivoju najvišjega razreda. Ne gre tako. Nekdo bo sigurno zaradi tega potegnil debelejši kanec. In to je v bistvu neodgovornost. Torej, morala sem tudi sama doživeti, da sem videla te stvari, da ta New Age-ovska paradigma je lahko zelo zapeljiva. Zelo naivna in zapeljiva. Tako da res, tisti, ki vodi delavnice, mora biti moder. Mora poznati vsakega svojega učenca. To pa je res, da potem vse skupaj malo zaostavi iz komercialnega vidika. Ampak prebujati ljudi ali jim dajati ta izvirna notranja znanja v obliki energije, občutka, kar se kanalizira na določenih delavnicah, je potrebno vedeti, da ni vsak za vse, pa čeprav se tudi na videz zdi. Ampak potem jaz glede tega bi rajš rekla, da je to najboljše individualno opravljeno, kdo se že s tem ukvarja. Torej, nekdo, ki ima že veliko lastnih izkušenj z duhovnimi praksami, ki je večinoma odpravil zavestne in omejujoče čustvene vedenjske miselne vzorce, govorim v večini, ne vse, če bi vse, bi bil nebozet, ki je tudi preobrazil in osvobodil nekatere blokirane energije in prepričanj na nivoju podzavesti, ki se je dokaj osvobodil glavnih negativnih stanj uma, kot so zavestni strahovi, sram, občutki krivde in podobno. Ki dokaj svobodno in neodvisno živi svoje samozavedanje jaz sem, je večinoma pripravljen na intenzivne duhovne in delavnice, ker se lahko dogaja nekaj, kar presega in njegova pričakovanja. Torej, takšen posameznik se lahko spusti v tako imenovano neznano avanturo, katere cilj je še večje prebujanje v svoj resnični jaz sem. Osebno bi takim ljudem lahko svetovala obisk takšnih delavnic, ampak samo, če resnično to občutijo v svojem srcu, če je to njihov notranji glas potrjuje in zdrava inteligenca narekuje, drugače ne. Ampak če je človek že na tem nivoju, potem ne rabi delavnic. Ljubljeni ne rabijo delavnic. Potem lahko to sami uredijo in bodo bolj zmagoviti, lepše občutke bodo imeli, da so sami dosegli to. Brez pomoči zunanjega sveta. Za tiste, ki pa so nepripravljeni zaradi česarkoli že, pa bi vsekakor strogo odsvetovala kakršnokoli prebojevalno, razsvetljevalno delavnico, tečaj ali metodo.
V prvi vrsti za nepripravljene ljudi imamo vse tiste, ki so kakorkoli fizično bolni v tem trenutku, ki jih mučijo katerekoli oblike depresije in ostale psihično-mentalno motnje in bolezni, še posebej pa, če prejemajo kakršnokoli terapijo. V to skupino bi dala tudi tiste, ki niso na mentalno-čustveni ravni razrešili sami seboj, svojo družino, partnere, moža, širšo okolico, ker takšni ljudje še vedno v sebi nosijo mnogo bremen, mnogo bolečin, frustracij, strahu, sramu, občutkov krivde, besa, in če delavnica ali metoda premočna ali preveč intenzivna, lahko človeku, ki ni pripravljen se sooči z vsem notranjim in zunanjim balastom, prinese mnogo več škode kot koristi. Nekaterim lahko škodi celo do te mere, da hočeš ali nočeš, morajo kasneje obiskovati psihologe in psihiatre, da bi se lahko povrnili vsaj v tisto stanje, ki so ga imeli pred delavnico. Žalostno. Žalostno, ampak to je ta naivnost, ki jo potem plačujejo tisti, ki bi se želeli prebuditi in ki bi jo rabili na nek način, kakorkoli, tudi tisti, ki izvajajo te delavnice, plačajo na svoj način. Torej, takšne delavnice res ne morejo biti koristne tudi naslednjim ljudem, ki v duhovni svet pribežijo zaradi nezmožnosti sprejemanja realnosti dogodkov lastnega življenja v sebi in zunaj sebe. Torej, to so tisti pribežniki v duhovnost. Kdo so ti pribežniki? Kaj se jim zgodi v življenju? Da potem manično hitijo, noro, brezglavo hitijo v duhovnost oziroma v prebojenje. To so tisti ljudje, ki so recimo doživeli en tak močen razpad zveze, kako hujšo bolezen, izgubo bližnjega, ne vem, otroka, bla bla bla, žene, moža, močen finančni kolaps in podobno. Torej, ne smejo biti razlogi, to ne smejo biti razlogi, da se človek odloči iti na takšne intenzivne delavnice. Lahko pa so to razlogi, da se človek začne ukvarjati sam s sabo in počasi začne odkrivati vzroke, čemu je živel takšno življenje, kot ga je. Takšni ljudje v takšnih situacijah ne rabijo prebujenja. Oni so doživeli en kolaps na nekem nivoju. Oni sedaj rabijo sočutje, rabijo ljubezen, rabijo najprej, da predelajo tisto, kar se jim je zgodilo, najprej, da umirijo svoje telo, svoj svoja čustva. In ko je mirnost in harmonija stabilna, potem lahko šele ti ljudje odkrivajo, zakaj se jim je to zgodilo. Torej, še vedno ne gre za prebojenje, gre za neko vrsto psihologije. In ko pridejo k sebi, ko razrešijo, ko vržejo te vzorce oziroma vzroke, zakaj se jim je, ne vem, zgodila smrt bližnjega, razpad zveze, finančni kolaps, potem oni, ko to razrešijo, potem se lahko šele odločajo, ali imajo v sebi še vedno vzgib po Božjem, po Bogu, po duhovnem, potem, da bi se prebudili, kajti namreč iz takega stanja se prebujati. Ne da je naivno, je lahko zelo tragično. Torej, najprej treba biti človek zdrav, uravnovešen, potem pa res preizkusiti samega sebe. Ali je to res tisto? Torej, prebojenje bi pomenilo živeti v resnici, živeti v luči, biti resnično to, kar si, in to tudi udejanjati. Ali to delaš iz ljubezni do sebe? Ali to delaš iz tega, ker želiš pobegniti od realnosti, krutosti zunanjega sveta? Pobegniti od sebe? Želiš biti mogoče bolj uspešen, ker si slišal, da tisti, ki živijo v sebi in seboj, znajo manifestirati in jim življenje bolj finančno uspešno, hopsa, hopsa. Če so egoistične namere, ljubljeni moji, vrnili vas bodo nazaj v brezno in vam bo hujše kot kadarkoli poprej. Videla sem mnoge in nič ne bilo dobrega. Eni so zaradi uspeha, podvigov želeli udejanjati lastno prisotnost, jaz sem so zapovedovali za svoj karierni uspeh in podobno. In so bili navdušeni, ampak niso prebudili sebe in potem so kasirali še hujše. Torej, prebuditi se moraš iz ljubezni do samega sebe, ker te nekaj notranje vleče k temu.
Ne znaš opisati. Ampak enostavno občutiš, da to moraš storiti z največjo radostjo. In se ti ne mudi. In se ti ne mudi. Ker občutiš, da je to v tebi in je s teboj v vsakem trenutku božjih dnevov. Torej, rekla sem, da sem poznala nekaj teh ljudi, ki so iz takšnih in podobnih razlogov bežali od sebe v tako imenovano odrešiteljsko duhovnost ali religijo zamenjali ali podobno, ali celo postali, so ateisti postali teisti, ateisti so z enega pola na drug pol šli, nič spremenili, a mnogo se jim je zdelo, da so spreminjali. Zaradi nesposobnosti sprejemanja odgovornosti za svoje življenje. Kajti tisti, ki se želi prebuditi, mora sprejeti, da vse, kar se mu je zgodilo, je njegova kreacija. Amen, šlus, drugače bomo lutali. In v čem je še fora? To pričakovanje. Pričakovanje, da jim bo tam nekdo, pomagal z neko čarovno palico. In da se bo vse skupaj končalo v tednu, 2, mogoče mesecu. In ravno zaradi tega, ker niso bili iskreni sami s seboj, so padli še hujše stanje, kot so ga imeli kdajkoli poprej. Bolje, da se niso šli duhovnosti niti prebujenja. Torej, pot duhovnega prebujenja najprej od posameznika zahteva popolno iskrenost samim seboj na nivoju misli, občutkov, čustev. Pošteno samim seboj. Vse to je treba preveriti. Ne zato, ker ona je prebujena. Slišala sem, ona pa se s tem ukvarja. Ona reiki, ona bioenergija, ona hodike. Tudi jaz rabim neki. Tudi jaz čutim. Pazi, a je to čutenje tvoje ali je to čutenje od okolice prevzeto? Popolna iskrenost samim seboj. Kajti le to vas bo odrešilo mnogih bolečin in mnoge teme. Kajti s tem, ko boste na začetku iskreni samim seboj, potem ne bo problema v vseh nadaljnih procesih samoprebujanja, kar pomeni samorazsvetljanja. In te sprašujem, tebe, kdorkoli me sliši, zakaj želiš iti po tej poti? Zakaj želiš iti po tej poti? Odgovori si na najbolj iskren in pošten način. Drugo vprašanje ti zastavljam. Ali s tem, ker želiš hoditi po tej poti? Ali s tem bežiš pred seboj? Tretje vprašanje. Ali res toliko ljubiš to, da bi bil duhovno prebujen? Da si se pripravljen soočiti z vsemi iluzijami lastnega ega, ali pa iščeš le zatočišče pred krutim zunanjim svetom, ki ga lahko udejanjajo situacije, dogodki, ljudje. Naslednje vprašanje. Zakaj sploh želiš biti prebujen, ko pa je to najtežja misija na tej zemlji? Ali sploh veš, v kaj se spuščaš? Prebujenje ne pomeni samo čutenje visokih frekvenc in vibracij in ljubezni do sebe in vsega. Prebujenje ne pomeni samo teh nadčutnih zaznav, nadčutnega zavedanja, nadčutnega doživljanja sebe in vsega, kar je. Ampak tudi teme, lastne teme. In zato je to najtežja misija, kajti tisti, ki so se resnično odločili prebuditi, morajo vedeti, da se bodo soočili z največjo temo. Vi lahko vsak dan govorite, jaz sem luč, vizualizirate, jaz sem luč, občutite, jaz sem luč, bo vam pomagalo. Ampak, če bo to jaz sem luč in vizualizacija te luči prispevalo k temu, da boste blokirali svojo temo, potem boste slepec v luči. In kaj imate od tega?
Nič, tema se bo množila zaradi luči. Vse vas bo pritiskalo, stiskalo, vi boste pa strogo se držali luči. Sprejmite svojo temo. Sprejmite svojo temo, da jo luč, ki ste, vi ste luč, ki ste luč, da jo lahko razsvetli in tisto, kar luč temo razsvetli, to ni konec. Vi treba, torej takrat se zgodi, kaj pomeni razsvetliti temo. Ozaveščenje to pomeni, da si se spomnil nečesa, kar je temačno, kar je nevedno, kar je izkrivljeno in sedaj to prinašaš na površino luči. Da ga pogledaš, nek problem, neko situacijo, energijo, delčke zavesti iz vseh možnih strani, iz vseh dimenzij, da to odpustiš in daš v preobrazbo, da se vrne oziroma integrira v tvoje telo zavesti. Torej, bežanja od teme, nikdor beži od teme, ga bo tema imela ujetega. Torej, ni hecov. Ne dovolite si, da vas zavedejo propaganda in reklama duhovne mašinerije. Naslednje vprašanje, torej, ali bi bil rad prebujen zato, ker bi rad reševal druge, mesijanski kompleks, ali pa zato, ker je to postalo moderno in dostikrat dobičkonosno. S prebujenjem ljubljeni se ne da zaslužiti, verjemite. Govorim iz izkušenj. Če bi zaradi modernosti ali zaradi tega, ker se veliko, ne ker je veliko prebujenih, ker se namreč veliko piše o prebujenju in prebujenih in prebujajočih, veliko se piše o tem, malo se udejanja. Ko se bo več udejanjalo, manj se bo pisalo. Ali pa še ta, ker bi rad ali rada reševala druge. No, tega sem imela tudi jaz, ker bi rada reševala druge in sem tako ponosno dobila, ker kako naj slepec vodi slepca, kako naj bolno zdravi bolnega. Ljubljeni moji, ne se dati zavesti. Prebujenje prihaja iz vas, zaradi vas, pa naj se sliši še tako narcisoidno, tako sebično, tako odurno, tako nagravžno. Prebujenje prihaja iz vas ali iz tebe, zaradi tebe. Amen. Amen. Ni drugih, ti. Ni mesijanskega kompleksa, da bi reševal druge. Samo lahko pokažeš vzor svojim življenjem. Amen. Nič drugega. Denarja pa v tem ni. Zakaj? Ker prebujenje je vibracija, ki je v nasprotju z vibracijo 3D matrice. Torej, ni dobičkonosno prebujenje, če bi hoteli s prebujenjem služiti kot učitelj, kot mentor, bla, bla, bla. Ne da se. Lahko, če boste manipulirali. Lahko, če boste manipulirali. To se potem da zelo dobro zaslužiti, to vidite vse povsod naokrog. Le, če imate odprte oči in ušesa, dragi moji, ampak jaz verjamem, da jih imate. Saj tisti, ki prihajate na to našo, na ta naš YouTube kanal. Torej, in še mnogo tega moraš vedeti, preden se spustiš v to, ker ta pot zahteva veliko sprememb. A človekov ego, ta naš ego, ta naš ego pa ne rad zapuščati stare navade, ljudi in vedenja in situacije, čase in prostore, zato jih mnogo tudi odneha in poklekne pred lastnim egom. Kajti tak človek ni bil iskren s seboj in je imel napačne motive za svoj duhovni samorazvoj oziroma še lepše bi rekla, svoje notranje samorazkritje navzven. Se gre samo za samorazkritje, ker ste vse že dosegli, samo to je treba se spomniti in enostavno razkriti.
Mislim, da vsi, ki vodijo zdaj, to je moje mnenje, ni nujno, da je tako, vsak naj presodi po svojem notranjem intuitivnem vedenju. Menim, da vsi, ki vodijo takšne in podobne delavnice, tečaje in zdravljenja, bi morali biti toliko bolj odgovorni do sebe, do svojih klientov in ali učencev, da bi preverili njihovo psihofizično stanje in stopnjo duhovnega samorazvoja in na kateri stopni so samorazkritja resnične identitete. Ravno s tem bi vnaprej preprečili mnoge tragedije, nepopravljive psihične in duhovne travme ljudi, ki se obračajo k njim, tudi fizične bolezni lahko pridejo iz tega. Profit bi moral biti v teh primerih na zadnjem mestu. Vem, da nič ni zastonj in da se vsaka storitev mora plačati, ampak previdnost pri izbiri klientov in učencev mora biti na prvem mestu, ker to je tudi nekako zaščita učenca ali klienta in prav tako zaščita učitelja ali tistega, ki usmerja višjo zavest ali energije, ki kanalizira, kakorkoli. Torej, noben zdravilec, šaman, duhovni guru in podobno se ne bi smel vmešavati na področja že potekajočega fizičnega in psihičnega zdravljenja, če ni v tej smeri resnično izobražen. Mnogokrat se sliši, da nekateri zdravilci svojim pacientom ne le svetujejo, ampak celo zapovedujejo, da morajo prenehati z neko terapijo, ne da bi o tem dali kakršnokoli mnenje osebni zdravnik ali specialisti. To ni v redu. In vsakdo, ki se napoti k nekomu, naj mu bo to nek smerokaz, no? Da ne dovoli, da bi mu nekdo vsiljeval, da preneha z neko terapijo. Glejte, če nekaj ni na svobodni volji, pravzaprav danes pa tako poznamo komplementarno medicino, torej ko se alternativna in tako imenovana uradna medicina združujejo na istih poljih in se da veliko narediti, tako da ne se dati zavajati. Presojajte po svoji notranji intuiciji, ker takšni zdravilci prevzemajo velike odgovornosti, za katere potem ne odgovarjajo, žal, ker zakoni to ne urejajo pri nas še dobro in pravzaprav slej ko prej tu nastane konec kariere. Če ne zaradi zakona, potem pa to karmični zakon vrne. Pa še to, v večini je danes znano, da tudi alternativna medicina ne more pozdraviti pravih vzrokov neke bolezni ali motnje, ampak se samo ukvarja s simptomi kot uradna medicina. Samo z drugega konca obravnava te simptome. Kajti vzroki so lahko zelo globoki in ni nujno, da so ustvarjeni v tem življenju. Torej, mi ne moremo samo na energetski ravni delati, to želim povedati. Obstaja tudi vzročna raven. In pri največkrat pri težjih boleznih ali motnjah, ovirah, blokadah je ravno problem na vzročni ravni. Torej, tam večina alternativne medicine ne more pomagati, razen tistih zdravilcev, ki poznajo vzročno raven. Pa mislim, da o tem zelo dobro govori gospod Pogorevc. Potem takem, če je neka bolezen ali stanje karmično pogojeno, se ga odpravi le trenutno, če pa že mogoče za trajno, potem se ta neodrešena energija preseli na drug del snovnega in nesnovnega telesa in na koncu pride do tistega, da je treba vajo ponoviti, ampak z mnogo več energije in volje kot prej. Omenjeni vzroki se dajo odpraviti, ampak le z resnim in poglobljenim delom na sebi, s popolno iskrenostjo in poštenostjo samim seboj. Zdravilec lahko pomaga do neke mere svojemu pacientu, ampak če ta ne spremeni samega sebe, odnosa do sebe in življenja okolice, oziroma če ne spremeni odnosa tudi do vzroka njegove bolezni ali težave, se bo situacija ponovila in to ponavadi še v hujši in težji obliki, dragi moji. Zato vsak pravi zdravilec
to ve in bi moral vsakemu svojemu pacientu to razložiti in pojasniti. Prav tako duhovni učitelji, šamani in guruji in podobno se morajo zavedati, da so oni tisti, ki morajo izbrati svojega učenca ali inicianta, ne pa oni njih. To je znano vsem resnim in odgovornim učiteljem in mojstrom katerekoli že duhovne prakse. Torej vsak učitelj, vsak mojster se mora zavedati tega, da lahko le zdravim, stabilnim, odločnim, dovzetnim in pogumnim učencem. Samo s takimi lahko dela in da takšno delo potem res prinese sjajne rezultate. Če učenec ni dovzeten, če ni odločen, če ni stabilen, če ni zdrav in pogumen, bo naredil samo sramoto svojemu učitelju, ampak očitno učitelj je to spregledal in si zasluži. Zelo neodgovorno je podeljevati iniciacije nekomu, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih lastnosti, kajti vsak se mora zavedati, da z iniciacijo ne pridobiš ničesar kot le preizkušnje in ko so te opravljene, se zavest razširi in učenec prejme neke določene duhovne darove. Mnogo teh iniciacij in delavnic pa je narejenih na način, da učenec ni čustveno, mentalno, psihično, fizično, duhovno preverjen, še manj pa pripravljen, kar ponavadi pripelje do mnogih komplikacij. To pa le dokazuje, da so v ozadju lahko le neznanje učiteljev, zaslužkarstvo ali pa naivnost. Jaz imam izkušnjo glede iniciacij povsem drugačno. Torej, iniciacija ne more priti iz zunanjega sveta. Ko je zavest prodira v samorazširjanju, pride na določeno stopnjo vibracije in ko občuti to vibracijo, kmalu za tistem pride od tvoje božanske prisotnosti jaz sem iniciacija. Razumete? Lahko jo mi sprovociramo v zunanjem svetu ali pomočjo drog ali učiteljev ali česarkoli, ampak ta iniciacija ni prava iniciacija in ne bo imela pravih plodov. Zato res pozivam vse, ki jih iz katerega koli razloga zanima duhovnost, mojsterstvo, prebojenje, razsvetljenje, podobno, da to ne počnejo iz radovednosti ali pa z razlogom, da bi zbežali od sebe in lastne stvarnosti. In da na to intenzivno pot samospoznanja ne gredo, če zanjo niso notranji, zunanje pripravljeni, če niso iskreni sami s seboj. Res je to, da so mnoga besedila duhovne narave zelo poenostavljena, zaradi tega, da bi široke množice, mase razumele in sprejele. Ampak izvedba teorije v prakso, tudi za najbolj pripravljene, še zdaleč ni manjši kašelj. Resno. Torej, iskrenost do sebe, poštenost do sebe, naj bo prva zapoved, preden greš na to najbolj zanimivo avanturo spoznavanja in prebujanja samega sebe. Moj namen ni, da bi kogarkoli ustrašila ali odvrnila, ampak samo, da z iskrenostjo do sebe preveri samega sebe, svoje namene in vzgibe. Da bi lahko bil notranje in zunanje pripravljen, da bi lahko svobodno in z ljubeznijo do sebe šel skozi to prebojenje. Potem tudi simptomi prebojenja ne bodo tako, bi rekla, tako močni, tako preveč hudi, ne? Zelo pomembno je tudi to, ne? To razmejiti, to družbeno pogojeno, v bistvu, bi rekla, zavest, ampak tega se bomo v bistvu dotaknili kasneje. Rada bi pa samo povedala, da to, kar v bistvu vsaki naslednji stopnji prebojenja, preden se zgodi ta iniciacija, nova iniciacija prebojenja, pravzaprav lahko dobimo te razne občutke depresije, žalosti, osamljenosti in podobna stanja. Nič ni narobe in verjetno se pojavi tudi večja potreba potem,
da smo sami s seboj, lahko se nam razvijajo nekatera čustva in občutki iz naše podzavesti in nezavednega uma, za katere smo mislili, da smo predelali. Ampak, ljubljeni moji, to je predelano samo nekaj, kar se osvetljuje in razsvetljuje, nekaj, kar iz nezavednega prihaja v zavedno, in dovolite si te občutke, dovolite, da gredo ven iz vas, da gredo v preobrazbo in se ukomponirajo oziroma integrirajo v telo zavesti. Zelo pomembno je, da resnično prebujenje se ne dogaja v družbeno pogojenem posamezniku. Kdo to misli, je v svinčeni iluziji. Takšen samemu sebi reže resnično svoja lastna krila zavesti. Le drznemu in neustrašnemu se resnično odprejo vrata resničnega prebujenja. Iluzija je tako močna. In tisti, ki že dlje časa se hodimo v tem stanju prebujanja, vemo, da je vsakič bolj subtilna prevara ali iluzija. Iluzija je tako močna, da nihče nikogar ne more zbuditi. Pač ne gre, vsak je v svojem nekem spečem stanju, svoj svet ima. In predvsem se zgodi en paradoks, v bistvu, hkrati resnica, kako naj speči prebudi spečega. Ma ni možno, prvo se tam, kakor tudi prebujajoči ne more zbuditi spečega. Se še ni prišel k sebi prebujajoči, sploh ne ve, zakaj se še dobro gre, ne? Torej, pustiti tistega, ki spi, naj odspi, kolikor mora odspati, ti pa enostavno se prebujaj. Zato vsak le sam sebe lahko prebudi. Ko se to notranje dojame in ko se tak človek odloči, da preprosto ne bo več spal v tiraniji zunanjega sveta in samoomejenosti notranjega sveta, prebujenje se mora zgoditi, še preden se posameznik zbudi, preden odpre oči in se zazre v resnico. Zanimivo. Ko je prebujenje notranje dopolnjeno, se začne dogajati navzven, kar bi pomenilo osvoboditev. Zelo dobro je, da si zapomnimo nekaj. Če gre za resnično notranje prebujenje, kateremu sledi zunanje, potem ni močnih prebujevalnih simptomov. Ti simptomi, ki pa jih le doživljamo, so lažni alarm ega, ki oponaša prebujanje. Tu bodite predvsem pozorni in previdni. Gre za upornike v ego. Ego se noče prebuditi in pošilja lahko to skozi bolečino, skozi depresijo in podobne stvari. Torej, najbolje, da dovolite temu, da se to odvije na en tak, v bistvu iz opazovalčeve zavesti, da se ne opletete v zgodbo upornikov vašega ega. Zato je potrebno paziti, da vas utvare ne bodo prebujale. Kajti one vas ne bodo zbudile. Kaj so te utvare? Vse to, kar od zunanjega sveta prihaja. One vas bodo še bolj hipnotizirale z dejavnostmi in prepričanji vašega lastnega ega oziroma pogojenega uma. Ker če boste dovolili, da vas utvare, torej negativni dogodki, ljudje, ki niso na vaši vibraciji, prebujajo, boste vedno vpeti v njih, kar pomeni, da boste v vibraciji za iluzijo. Verjetno mnogi pozitivci in ljubeznoljubci in resnicofobi me bodo zopet imeli gotovo na notranji ali celo zunanji tapeti takšnih in drugačnih diskusij, ampak nič za to, grem dalje, jaz ljubim to, kar počnem. Tisti, ki danes prodajajo iluzijo, so mojstri, tisti, ki pa prodajajo pot v samorazodetje, samorazkritje, pa so čarovnice, hudičevci, šizofreniki, kakorkoli negativci, da, to je pač iluzija, ki jo je treba sprejeti in vse njene podtaknjence vzeti v zakup. Meč resnice, konec koncev vedno zmaga. Ampak ljubljeni, eno je ljubiti iluzijo iz iluzije, drugo pa je ljubiti iz resnice resnično, ki zaradi tega postane res ljubljeno. Torej, ne glede na to, s čim vas obsojajo, etikete bodo tako padale, to smo že rekli, ampak tisti, ki prodajajo iluzijo, so všečni večini. Tisti, ki podajajo prebujanje, pa so potem označeni z raznimi negativnimi etiketami.
Če niste doživeli, potem slej ko prej boste to videli. Ampak bodite pripravljeni in bodite v miru. A zakaj je to tako? Ja, verjetno to gre zaradi duhovnega potrošništva, ne, ki je v porastu in še nekaj časa bo, ker se ljudje strašno bojijo soočiti s seboj svojo bolečino, s svojimi strahovi, sramom, žalostjo, neuspešnostjo, boleznimi, ker si ne upajo biti to, kar v sebi občutijo, da so. Ker taki verjamejo, da jim drugi lahko pomagajo. Lahko, a vendar to je le protibolečinska injekcija v zadnjico. Potem pa znova 100 kinjok, pa gremo po novo in novo injekcijo. Ne? Tako da, zato v bistvu je to duhovno potrošništvo v porastu in nič mar, ne obremenjujte se s tem, vsakdo rabi svoje. Zato pa tam iluzija in mojstri iluzije lahko zelo dobro unovčijo. V bistvu to, ljudje dobijo tisto, kar so iskali. Zdaj pa vi nobenega ne morete siliti v prebojenje, v resnico. Vsak mora sam dojeti, kaj je resnica. V sebi mora začutiti to vibracijo. Mislim, to je povsem, kako bi rekla, normalno in običajno. Vedno, kjer je, kako bi rekla, povpraševanje, tam je tudi ponudba. Tako da, žal, takšen je zunanji svet, rabimo ga sprejeti s sočutjem in slediti pot samoprebojenja, ne. Stanje višje ali razširjene zavesti pa zahteva od nas, da smo neustrašni v svojem čutenju, zaznavanju, neustrašni v zavedanju, izražanju in prezentiranju sebe, od navznoter navzven. Tu morajo brezpogojno odpasti vse vezanosti, vse ujetosti na družbena mnenja ali mnenja posameznikov, na njihova verovanja in prepričanja. Moramo biti prazna čaša, v katero se spusti naša zavest in se samo razširja, saj ne postavljamo omejitve v njenem izražanju. Stanje prazne čaše pa lahko dosežeš le ti sam. Nobena oseba na zemlji nima čarobne palice, to smo že prej se strinjali, da bi to naredila namesto tebe. Ti si tisti, ki mora spoznati, kako si napolnil sebe z omejitvami in pogojenostmi, prav tako mora sam spoznati, kako naj se izprazniš od teh omejitev. Obstajajo tehnike, vendar tehnika zate prihaja iz tebe. Torej, ni ga mojstra niti zdravilca, da lahko to stori zate, če pa ti kdo to zagotavlja, te zavestno zapeljuje ali pa zgolj iz naivnosti, kakorkoli. Vem, da je lažje iskati na zunaj in plačevati storitve duhovne iluzije, makijo. Saint-Germain to imenuje, ta makijo, duhovno sranje. Ta izraz je lepo razložen, v bistvu v knjigi Živite svojo božanskost. Tudi makijo obstaja, če ni denarja zraven, tako da preberite si to knjigo. Samo čemu iskati in plačevati storitve duhovne iluzije tamake, če pa ni dolgoročnega efekta? Res je, da pride na začetku do nekega olajšanja, priznam. Ampak potem pa je treba to plačati, pa ne le v denarju, ampak življenjskimi omejitvami in težavami, ki mnogo več stanejo od vsakega danega evra. Zato res želiš biti duhoven, prebojen ali v razširjeni zavesti, boš moral veliko plačati, pa ne z denarjem, ampak s seboj. Namreč tvoj ego mora plačati ceno tvojega prebojenja, nič in nihče drug. Pomni, učitelji, ki božajo, utelešajo mlačnost in nesigurnost. Učitelji, ki te soočajo s svojim egom, torej tisti, ki jih tvoj ego ne mara, ti so tisti ta pravi. Ampak prosim te, še bolj pomni pa to, da imaš unikatnega in popolnega učitelja v sebi. In to je tvoj resnični jaz. In na njega je treba položiti vse karte, vso energijo, vso mišljenje, čustvovanje, vso ljubezen, vse, kar imaš. Na svoj jaz sem.
in ne rabiš nobenega zunanjega učitelja. Torej, s prvim dvema učiteljoma lahko le delno spoznaš in vse skupaj je podvrženo zmotljivosti in iluziji. Le notranji učitelj je nezmotljiv in te vodi iz zmage v zmago svobode in popolnega samoprebujanja in samorazkritja. Notranjega učitelja pa lahko spoznaš samo takrat, ko izpolni zgoraj navedene 3 predpogoje. Neustrašnost, svoboda in brezkompromisnost in da je vse enostavno. Kajti ta učitelj te uči le v stanju razširjene zavesti, ne pa v stanju zasužnjenega in pogojenega uma. Torej, ti moraš dovoliti, da te uči notranji učitelj, torej tvoj jaz sem. Zato še enkrat opogumljam. Res se radi imejte, bodite iskreni do sebe. Ko je hudo. Ne se pretvarjati takrat. Ne se pretvarjati, ker tem blokirate energijo. Ne sledite tem New Age-ovskemu trendu, da je vse rabi biti lepo in popolno in ta. To se doseže potem samo po sebi. Ne pa s prisilo. Če ste v krizi, emocionalni, čustveni, kakršnikoli, priznajte to. To ni vaš neuspeh. To je samo nekaj, kar vidite, ozaveščate in osvobajate. Ne blokirajte te energije, bodite iskreni s seboj. Tako boste mnogo več dosegli na poti samorazkritja, sebe kot jaz sem in torej popolnega samoprebujenja. Jaz vas naprošam kot večkrat, da ne verjamete meni niti ene same besede. Kajti od vere še nihče ni spoznal sebe. Torej vere v besede nekoga. Izkušajte te besede, probajte na lastni koži, iščite svoj notranji jaz sem, on vam bo več dal, kot lahko Ašana dam. Torej, ti si popotnik, pot, potovanje in cilj, ti si resnica, življenje. Ti si to prebujenje. Rada vas imam, vse dobro, toliko danes o tem prebujenju. Verjetno se bom še kdaj vrnila k tej temi. Vi ste mojstri in se zavedajte svojega mojsterstva, ki je povsem enostavno in lahkotno, brezkompromisno. Živite svojo božanskost.